Mogoče imamo zadnje čas občutek, da krož veliko neresnic. Ok, ne, sej veliko neresnic res krož. Bom drugače začela. Imamo mogoče zadnje čas občutek, da je vse skupaj vse ena velika izmišljotina. In da te res glih vsak človek, ki ima 5 minut časa, hoče prepričati v nekaj svojega. No, to ne drži. Ni vse izmišljeno, ni vse zlagano, ni vse napačno in tako dalje. Je pa stvar v tem, da je pomembno, na kakšen način si eno zadevo interpretiraš. A veste, kako je zdaj tak trend ukvarjati se s sabo? Ukvarjite se s sabo, delite na sebi, razvijite se, rastite, postanite boljši človek, postanite najboljša različica sebe, vsak dan se trudite biti čim boljši človek. No, v resnici je tako. Kdaj smo mi v življenju najbolj sproščeni, srečni, zadovoljni, skratka takšni, da mi kar žarimo in prekipevamo od energije? Takrat, ko smo zaljubljeni, takrat smo najbolj zadovoljni. In dajmo pogledati, s kom se mi takrat ukvarjamo. A vi mislite, da se takrat ukvarjamo z drugim, torej s svojim partnerjem, s svojo simpatijo, z njo ali z njim? Jok, brate, odpade. Takrat se mi ukvarjamo s samim sabo. Mi se ukvarjamo s sabo od jutra do večera, da bomo čim boljši, čim lepši, čim bolj všečni in da bo tist, katerega obožujemo in hočemo osvojiti, nad nami čim bolj navdušen. Da mu bomo všeč, da bomo lepo izgledali, da bomo urejeni, da bomo čisti, da bomo sveži, spočiti, naličeni, kako se bom obnašal, kako se bom držal, kako bom govoril. Skratka, 1001 misel neprestano se vlaga samo v to, da mi na nekoga delamo vtis. To je že res, da je enako, da se takrat ukvarjamo s sabo, kakor sem glihkar povedala, in da nas zdaj prepričujejo, da naj se ukvarjamo s sabo. Ampak takrat imamo v času zaljubljenosti tudi zelo dober motiv, zelo dober fokus. Kaj je naš cilj, zakaj mi to počnemo? Kljub temu, da se ukvarjamo s sabo, je to zato, ker imamo fokus na njo oziroma na njega. Danes te trendi nam pa predstavljajo samo polovico zgodbe. Ja, ukvarjajte se s sabo. Je super, zakaj? Da boste čim boljši človek. Ok, zakaj? Ja, ker se moramo imeti vsi radi in moramo biti dobri ljudje in ker smo vsi eno. Ok, je tukaj kaj narobe? Ja. Ne rabite vi z danes na jutro razmišljati, vsi se moramo imeti radi, zdaj se moramo imeti vsi radi. Ker to niti ni možno. Ni možno. Ampak pa se moramo zdaj o tem govoriti. Kakšna je rešitev? Dajte razmisliti, če enkrat, kot sem rekla, o teh zaljubljencih. Postanite zopet en zaljubljen človek in če se spravite v energijo tega zaljubljenca, vam to nikakor ni težko. Torej vam to ne predstavlja delo, ampak čisti užitek in igro. In s tem si boste naredili uslugo. Ne boste sebe na suho pahnili v neka prepričanja, ki se vam jih rine in vsiljuje. Ukvarjajte se s sabo zato, da boste ustrezali tistemu, kar hočete.